V okviru letošnje noči raziskovalcev smo se na oddelku za prevajalstvo pod delovnim naslovom iz prevajalčega laboratorija ukvarjali s pomenom raziskovanja v različnih prevajalskih poklicih. Eden med njimi je tudi poklic književnega prevajalca, v katerem so se preizkusili kar študentje sami. Prevedli smo zbirko novel Sylvaina Tessona Prepusti se življenju, ki je na voljo v vaši knjigarni. Prepustite se poslušanju odlomka iz novele Žleb. Lahko premikate prste na nogah in rokah? Me je vprašal zdravnik. Hotel sem mu poslati pesto gobec, toda roke so mi povzročale strahotno trpljenje. Skrbela me je bolečina v hrbtu in imel sem občutek, da mi gorijo pete. Prste na rokah lahko, na nogah malo, ampak občutek imam, da sem izgubil pete, sem rekel. Kaj pa ste počeli tam zgoraj? Je vprašal. Ptičeslovec sem, zgoraj je škorčevo gnezdo. Nič ni odgovoril, saj sem zatulil, ko mi je poskusil sneti čevelj. Z glavo sem bil obrnjen proti stanovanjski hiši in videl sem Marijan, ki si je z dlanmi zakrila obraz. Ne vem, ali se je jokala nad mojo usodo ali si je prikrivala umazano nespodobnost prizora. Če vas tako boli, pomeni, da ste si zlomili petnico. Ne čutim več stopala, sem rekel. To je to, zlom s stiskom in posedanjem, dolgo bo trajalo. Zadovoljnega videza, saj je bil vajen očarati babice in s salonsko premišljenostjo, kako olepšati vsako diagnozo, je rekel, ne da bi se zavedal absurdnosti svojega razglabljanja nad ponesrečencem v jarku. V medicini temu pravimo zlom zaljubljencev, ker ljubimci skočijo z balkona, da bi ušli pred možem. Oh, pa dajte no, zdravniki, kakšna domišljija, se je pridušala gospa. Prispeli so že reševalci in ulica je postala modra. Vietnamec je zaprl svojo izložbo, stara gospa se je majavo dvignila, Marijan je izginila v veži, zdravnik je poskrbel, da so mi reševalci nadeli opornico in se mi nasmehnil, ko so se vrata kombija zaprla.